V občinski stavbi zavajo zagorelo. Cero poskusno obratuje. Bodo župani spet na cesti? Samo en cvet. Raznovrstnost core na platnu. Razstava dobrot s kmetij. 2 filmski premieri. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo z neljubim dogodkom. Včeraj so ognjeni zublji zajeli občinsko stavbo, v kateri je bilo ujetih nekaj delavcev občinske uprave. Dobro, da se je požar zgodil v popoldanskih urah, ko je večina ljudi že odšla domov. V zgradbi pa je bil ujet tudi sodelavec naše televizije Žiga Mrak. Na srečo je bilo vse skupaj sestavni del scenarija. Nekaj minut po 5. uri popoldan je v občinski stavbi zatulil požarni alarm, ki sem ga zaradi nadetih slušalk preslišal. Čez čas sem opazil, da zunaj utripajo modre luči. Pogledal sem skozi okno in opazil gasilce, na zbirni točki pa evakuirane delavce občinske uprave. Hitro sem se odpravil proti zasilnemu izhodu, vendar je bilo stopnišče že dobro zadimljeno. Občinsko stavbo je zajel požar. Odločil sem se, da na pomoč počakam kar v naši redakciji. Ker pomoči ni in ni bilo, sem pomislil na najhuje, da nihče ne ve, da sem še vedno v stavbi. Skozi stransko okno sem se zadrl na pomoč, vendar me nihče ni slišal. Poizkusil sem še skozi sprednje, kjer so me gasilci le opazili. Kaj kmalu je skozi vrata vstopila reševalna ekipa in me po pregledu odpeljala v bližnjo nezadimljeno pisarno, kjer sta čakali še 2 delavki občinske uprave, ki sta ravno tako obtičali. Gasilci so nam nadeli dihalne maske in nas odpeljali na varno, kjer je tudi ekipa bolničarjev opravila temeljit pregled in ugotovila, da z nami res ni nič narobe. Seveda je tokrat šlo le za vajo, hvala Bogu. Jaz in še 2 uslužbenki občinske uprave smo tako prišli zahvaljujoč medvoškim gasilcom na varno. Več o poteku same vaje pa v prihodnji informativni oddaji. Kot smo že poročali, Državna revizijska komisija bo že 3. preverjala, ali je Direkcija za infrastrukturo pravilno izbrala izvajalca del, ki bo saniral dotrajane nadvoze na regionalki pod hotelom Medno. Odgovora na vprašanje, kdaj se bodo dela začela in kdaj bo konec izmeničnega prometa na tem odseku 4. najbolj obremenjene ceste v državi, trenutno ne more dati nihče. Medvoški župan pa tudi v imenu županov škofjeloškega konca napoveduje proteste. V enem letu bo torej morala Državna revizijska komisija že 3. razsojati, ali je Direkcija za infrastrukturo, prej bila to Direkcija za ceste, pravilno izbrala izvajalca del. To je eden izmed najboljših primerov, kako se je pokazalo, da smo izgubili vso zdravo kmečko pamet in da je ta država postala talec lastne zakonodaje. Tukaj se zapletamo in dodatno zapletamo, rešitve ni nobene, na terenu pa sami vidimo, kakšno je. Se pravi, vsak dan za dnem ljudje stojijo in čakajo na tem mostu, ki zdaj že skoraj 2 leti poteka enosmeren promet. In jaz ne vem, če ni to dovolj jasen signal, da je treba zakonodajo spremeniti, jaz ne vem, kaj drugo lahko še je. Spomnimo, najprej je Državna revizijska komisija Direkciji za infrastrukturo razveljavila izbor izvajalca, ki bi ob dotrajane mostove oziroma nadvoze pod hotelom Medno namestil pomožni most in tako začasno omogočil dvosmerni promet. Za kaj več namreč ni bilo denarja. Potem, ko se je v državnem proračunu čudežno našel denar za dokončno sanacijo problema, je Direkcija za infrastrukturo sredi leta ponovila razpis in prejela 7 ponudb v vrednosti med 1.680.000 in 3.300.000 evrov. Izbrala je najcenejšega ponudnika, družbo CVP Engineering in HIPLUS. Na izbor se je pritožila družba Rafael in Državna revizijska komisija ji je dala prav in razveljavila izbor direkcije in vrnila postopek v fazo po odpiranju ponudb. Direkcija je potem izbrala drugega najugodnejšega, torej družbo Rafael. In spet se je nekdo pritožil, tokrat prvo izbranim. Skratka, nič ne kaže, da bi se dela v doglednem času pričela. Zato medvoški župan tudi v imenu županov škofjeloškega konca že napoveduje pritiske. Meni je izredno neljubo, da se moramo tega posluževati. 1 leto se pogovarjamo, sprašujemo že na direkciji, ampak kot kaže se drugače ne bo dalo, kot pač s tem stopnjevanjem pritiska. In ja, ena izmed oblik, čez mesec dni, toliko časa smo rekli, da ima minister za to, da odgovori, kako imajo namen to razrešiti, oziroma kaj bojo naredili, da bojo to zdaj začeli razreševati, bomo pač primorani
izvaja take in drugačne oblike nepokorščine. Ne. Ena izmed njih je zagotovo tudi to, da se ob najbližjem prehodu za pešce sprehajamo prav počasi. V Medvodah se je to že delalo, ta pritisk se je že izvajal, rezultat je še danes viden. Najbrž se še spominjate neklasične zapore Gorenjske ceste, ki smo si jo privoščili občani in legalno, vendar neprekinjeno večkrat zapored prečkali cesto in onemogočili pretok prometa po njej. Tako smo dobesedno izsilili krožišče na Klancu. Prav jutri bo 12. obletnica njegovega uradnega odprtja. Drugo je pa vprašanje, zakaj se ne da po državnem mostu, ki je star nekaj več kot 50 let, voziti, po našem, ki je star pa 350 let, govorim seveda o Tometovem oziroma Napoleonovem mostu, ki je tudi spomenik kulturne dediščine. Po tistem pa lahko vsakdo voz in je lahko, ocenjujemo tudi do 30% prometa se prelije tam. Tam pa ne izključuje možnosti, da občina naroči študijo, ki bo pa, sem skoraj prepričan, če nam je za vse mostove, da bo tudi za tega pokazala, da ni v najboljšem stanju in takrat bomo omejili promet. To vem, da je zelo taka neljuba akcija, neljub ukrep, ampak druge rešitve počasi že ne vidimo. Minuli teden je upravna enota Ljubljana izdala odločbo za začetek 12-mesečnega poskusnega obratovanja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana. Občina Medvode pri projektu, ki je največji kohezijski projekt z področja okolja v Sloveniji, nastopa kot ena izmed večjih sovlagateljic, zato bo morala v proračunu za prihodnje leto v ta namen rezervirati več kot 1 milijon evrov sredstev. Projekt RCR Ljubljana, ki je vreden več kot 115 milijonov evrov in je največji kohezijski projekt v Sloveniji z področja okolja, je sicer sestavljen iz 3 delov. Razširjenega odlagalnega polja za odpadke iz leta 2009, čistilne naprave za izcedne vode iz leta 2010 in 3 objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov, preprosteje tovarna za predelavo odpadkov, v kateri se od prejšnjega tedna poskusno predelujejo 2 vrsti odpadkov, preostanek komunalnih odpadkov in ločeno zbrani biološki odpadki, iz katerih bodo pridobivali kompost. Že sicer v javnem podjetju Snaga, ki bo po času poskusnega obratovanja vzel regijski center v upravljanje, zatrjujejo, da gre za projekt presežkov, saj bo po obdelavi prej omenjenih odpadkov na odlagališču pristala le še 1/5 njih in še ti bodo brez škodljivih posledic za okolje. RCR naj bi svojo dejavnostjo pokrival 1/3 Slovenije oziroma približno 660 tisoč prebivalcev in v Snagi so še vedno prepričani, da gre za edinstven primer dobre prakse na področju povezovanja in sodelovanja občin, saj v projektu sodeluje 37 občin. Nekatere so zgolj pristopnice oziroma so podpisnice pogodbe, nekatere so vlagateljice in spet tretje, kamor sodi tudi občina Medvode, so investitorke oziroma so lastnice regijskega centra. V projektu sodelujejo ne le z državnimi in kohezijskimi sredstvi, ampak tudi z lastnimi proračunskimi in prevzemajo tudi vse obveznosti, ki lastniku pritičejo. Ali je ta odločitev izpred let optimalna ali ne, je po Smoletovih besedah odvisno, iz katerega zornega kota gledaš. Če gledamo z zornega kota župana ali pa pripravljalca proračuna, je naša pozicija strahotno neugodna. Za leto 2016 moramo namreč kot občina investitorka zagotoviti dober 1 milijon evrov. To pa za naš 15-milijonski proračun predstavlja kar veliko breme, če vemo, da je recimo 80% sredstev že vnaprej razporejenih. Tako da z tega stališča ni pretirano ugodno. Še manj ugodno se mi zdi pa spričo zadnjih situacij, ki se dogajajo, to je pa, da nekatere občine, ki so že podpisale pogodbo, da so postale ali občine vlagateljice ali občine pristopnice, da želijo spremembe pogojev. Vse doslej je namreč veljalo, da so v svetu le občine investitorke, da za podpisnice velja, da se obvežejo za najmanj 30 let in dogovoren je bil 5% pribitek. Če poenostavimo, občani tistih občin, ki iz lastnega proračuna ne prispevajo nič, bi za odvoz in ravnanje z odpadki plačevali 5% več. Pozicija občine Medvode je popolnoma jasna. Mi želimo, da se jasno vidi razlika med tistimi, ki smo investirali. Glede, občina Medvode bo do konca letošnjega leta vložila 500, skoraj 600 tisoč evrov. V prihodnjem letu, kot sem rekel, 1 milijon evrov. In menimo, da se ta pozicija mora nekoliko razlikovati od ostalih. Že res, da je RCR zelo veliko dimenzionirana, ne?
že res, da potrebujemo za to, da zapolnimo, da bo ta center obratoval, da potrebujemo veliko število odpadkov, ampak ne na škodo tistih, ki smo investirali. Sicer ne vem, zakaj smo pravzaprav se odločili, da gremo investirati, zakaj nismo že od vsega časa samo občina pristopnica. Ne? Bi se sedaj odločili drugače? Ob vedenju, kaj se danes dogaja, najbrž da. Oziroma skoraj zagotovo lahko rečem, da bi se drugače odločili, da bi najbrž bili samo ena izmed občin, ki pristopa k temu in na ta način rešuje težavo obdelovanja in skladiščenja odpadkov. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je v petek 6. novembra v dvorani Doma krajanov Pirniče za predano in uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov narodno-osvobodilnega boja slovenskega naroda, spoštovanja žrtev in ohranjanja kulturne dediščine NOB ter vključevanja mladih rodov v uresničevanje programskih nalog zveze podelile 3 plakete, med njimi tudi naši televiziji. Podelitev je bila v okviru prireditve Samo en cvet v spomin na pred 71 leti tragično umrlega komandanta Staneta. Prireditev, pod katero sta se podpisala Oder treh herojev Pirniče in televizija Medvode, je potekala v organizaciji ustanove Franz Rozman Stane in Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Medvode, in sicer z namenom, da počastijo obletnico smrti prvega komandanta Slovenske vojske, rojenega v Spodnjih Pirničah, Franca Rozmana Staneta. Ob priložnosti pa podelijo tudi priznanja tistim, ki so v zadnjih letih najbolj aktivno pomagali pri ohranjanju vrednot narodno-osvobodilnega boja. Slovesnost je aktualizirala zgodovinsko obdobje od preseljevanja slovenskega naroda, ki se je takrat znašel v vlogi beguncev, preko grozot druge svetovne vojne, pa vse do današnjih aktualnih dogodkov, ko se procesije beguncev z Bližnjega vzhoda podajajo na pot v neko obljubljeno deželo. Kot je dejal tokratni slavnostni govornik, generalmajor Ladislav Lipič, veteran vojne za Slovenijo, imamo ponovno priložnost videti posledice vojn in nasilja in je zaradi tega prav, da opozarjamo na to, kaj vojne prinašajo in se terja odgovornost tistih, ki to gorje povzročajo. In vzroki za nastanek teh velikih migracij, teh velikih preseljevanj so znani. To je na nek način razbitje tistega, kar je delovalo tako na področju Bližnjega vzhoda, kot seveda tudi Severne Afrike, in to bo prej ali slej moralo biti na nek način kaznovano in o tem bo potrebno govoriti. Govoriti čim več, ne samo o drugi svetovni vojni, pač pa tudi v teh najnovejših dogodkih. O drugi svetovni vojni smo seveda v Sloveniji dolžni govoriti, kajti to je eden od naših dejanj tega slovenskega naroda, ki se je izkazal za herojskega v času druge svetovne vojne in seveda bil na strani zmagovite antifašistične koalicije kot zmagovalci. Bili smo na strani zmagovalcev in to je potrebno poudarjati zaradi dviga samozavesti tega naroda, da tudi majhni narodi lahko delajo velike stvari. Rdeče niti prireditve se je dotaknila tudi predsednica uprave ustanove Franca Rozmana Staneta, Vika Potočnik. Ni samo pomembno za Slovence, ampak mislim, da je na današnji prireditvi bilo tudi sporočilo za cel svet. Človeštvo, ki se mora počasi ustaviti, pogledati okrog sebe, predvsem pa je to velik izziv tokrat za vse svetovne politike. To, kar je bilo tudi rečeno v govoru, sporočila, ki jih nosi današnja ta prireditev, ki so seveda imajo korenine pri nastanku te dežele, pri smelosti, odgovornosti in odločnosti Franca Rozmana Staneta, so bile tako aktualne ob osamosvojitvi in so danes aktualne pri tem eksodusu, ki ga gledamo. Da mora orožje prenehati žvenketati in ubijati ljudi, je še dodala, kajti to je edini pogoj, da se kolone ljudi, ki so pred davnimi časi vodile tudi Slovence iz domovine in jih danes gledamo, kako se valijo čez slovensko ozemlje, ustavijo, in to je tudi trenutek, ko se bo pokazala smelost in treznost svetovnih politikov. V tem trenutku se mi zdi, da tudi v Sloveniji, predvsem slovenska politika, ne zna najti pravih
ne samo odgovorov, ampak tudi sporočil, ki jih mora dati svetu. Namreč Slovenija je doživela vse. Boriti se je moral vsak posameznik za svoje preživetje, za svojo deželo, za svojo besedo in za svoje znanje. To, da imamo toliko modrosti, pa tako malo modrosti v slovenski politiki, je seveda zame zelo zastrašujoče. Na predlog Medvoške zveze Združenj borcev za vrednote NOB so v sklopu prireditve podelili tudi 3 plakete Zveze Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki jih namenijo tistim, ki na različne načine pripomorejo k ohranjanju spomina na dogodke 2. svetovne vojne. Načinov je zelo veliko. Ljudje se angažirajo v prireditvah, ljudje skrbijo za grobove, ljudje se potem pripravijo tudi za nekatere dejavnosti, ki pripomorejo k širjenju vrednot narodno-osvobodilnega boja. To je zelo pomembno, predvsem pa smo zelo zadovoljni, če se angažira čim več mladih ljudi, ker naše povprečje se precej dviga in želimo, da se čim več mladih ljudi vključi v Zvezo borcev in na ta način širimo pogled v preteklost, v sedanjost in tudi v prihodnost. Srebrno plaketo je prejela družina Rozman iz Spodnjih Pirnič, ki vsa leta od odprtja muzeja v rojstni hiši komandanta Staneta skrbi za muzej, vzdrževanje hiše in urejanje njene okolice. Na voljo so vsakemu obiskovalcu, da odprejo vrata muzeja in negujejo spomin na zgodovinsko resnico. Celotna družina se trudi za to, da lepo urejamo okolico, skrbimo za spominsko hišo in se trudimo, da so vsi gosti, ki pridejo, dobrodošli in si lahko ogledajo tega našega heroja, ki je živel v Pirničah. In kakšno je zanimanje ljudi za ogled njegove rojstne hiše? Moram reči, da vsako leto več. Prihajajo turisti, razni kolesarji, iz Šmarne gore se spotoma oglasijo in rade volje, če smo doma, odpremo vrata, jim razkažemo, malo povemo zgodovine, kje se je rodil, kakšno je imel otroštvo in kako velik borec je bil. Srebrno plaketo je prejela tudi televizija Medvode, ki redno objavlja dogodke, obvestila in vabila na prireditve borčevske organizacije, vse nastale prispevke pa skrbno arhivira za prihodnje rodove. Sodelujejo tudi na prireditvah tako pri pripravi kot pri promociji, za posebej neprecenljiv doprinos pri ohranitvi zgodovinskega spomina pa smatra Zveza Združenj borcev sodelovanje pri filmski pripovedi o komandantu Stanetu, dokumentarni zapis o taborišču Rab in dokumentarni portret o Janezu Stanovniku. Vse se je začelo pred več kot desetletjem s pripravo dokumentarnega portreta o Francu Rozmanu Stanetu. In takrat so na Zvezi borcev ugotovili, da v Sloveniji pa še obstaja nekdo, ki mu je nekaj do te tradicije in so prišli k nam, če bi delali tudi film o taborišču Rab. Takrat je prišel znani legendarni filmski režiser Jože Vozni, ki je nekdaj delal na RTV Slovenija in od njega smo se tudi kot televizijci kar precej naučili, ker je imel res bogate izkušnje, tako da z njim smo skupaj naredili kar nekaj filmov, tudi kar nekaj prireditev, kajti on je bil tudi vodja te ustanove Franc Rozman Stane, ki je pripravljala to prireditev Samo en svet in lahko rečem, da od takrat se pač to sodelovanje samo še poglablja, tako da delamo za Zvezo borcev predvsem prireditve, ki so povezane s človekoljubnimi, s humanitarnimi projekti, se pravi spomin na dan holokausta, potem praznovanje osvoboditve taborišča na Ljubelju, srečanje preživelih taboriščnic v Portorožu, take stvari, ki imajo neko človekoljubno noto in tukaj mislim pa, da smo se mi kar precej našli. Zlato plaketo pa je Zveza Združenj borcev namenila kulturno-umetniškemu društvu Oder treh herojev Pirniče, za katerega so dejali, da že s samim imenom izkazuje svoj spoštljiv odnos do 3 narodnih herojev domačinov Franca Bukovca, Franca Rozmana Staneta in Tineta Rožanca. Svojo dejavnost je društvo v preteklosti in tudi sedaj oblikovalo tako, da sodeluje na številnih prireditvah s tematiko NOB.
tako na lokalnih kot tudi drugih prireditvah po Sloveniji in v zamejstvu. Prisotni so na tradicionalnih vsakoletnih srečanjih, komemoracijah, praznovanju obletnic in na drugih dogodkih. Dejansko to radi in z veseljem in s ponosom delamo in se trudimo, da čim večkrat pripravimo prireditve, seveda primerne nekim dogodkom ob obletnicah, kakorkoli že. Skratka, trudimo se ohranjati te vrednote. Katera je recimo tista prireditev, na katero ste recimo vi najbolj ponosni oziroma ste vložili največ dela prav s to tematiko? Bilo jih je res veliko, ampak morda pred leti prireditve na Rožniku, prireditve v Mosticu, to so bile vse prireditve na takratni republiški oziroma državni ravni, potem prireditve na Ljubelju v počastitev spomina na izgnance, na zaprtje taborišča Mauthausen in podobno. Pa seveda vsa obeležja v spominu počastitev komandanta Staneta in naših 3 narodnih herojev iz Pirnič. V kulturnem programu so nastopili dramski igralec David Ahačič, vokalni skupini Katice in Sorške kresnice, baritonist Tone Habjan in harmonikaš Nejc Jemc. Posnetek prireditve si lahko ogledate še jutri po ponovitvi informativne oddaje in v nedeljo pred informativno oddajo, seveda na televiziji Medvode. Za člane medvoške borčevske organizacije, hvala še enkrat, ker ste nas predlagali za priznanje, je bil to naporen teden. Na spominski slovesnosti so se namreč zbrali tudi včeraj, 11. novembra, na 71. obletnico Hajke v Ločnici. Več o tem pa prihodnji teden. V soboto in nedeljo je v športni dvorani v Medvodah potekala tržnica in razstava Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Medvod. Predstavile so poljščine in pridelke jeseni, ki so zrasli na polju in v sadovnjakih. Prodajale so tudi doma spečeno pecivo. Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Medvod je na pobudo Zavoda Šport in turizem v športni dvorani v Medvodah pripravilo dvodnevno razstavo jesenskih plodov narave. Predstavljamo v bistvu vse naše delo, kar zdaj jeseni poberemo iz polja, iz njiv, od žita do zelenjave, do buč, do sadja, praktično vse. Kar čez leto delamo, potem te pridelke pospravimo na jesenski čas. V društvu je včlanjenih od 35 do 40 članic, zelo aktivnih je 20. Društvo se je oblikovalo še v času skupnega sobivanja pod občino Ljubljana Šiška. Razstava je tokrat že 3. v občini Medvode. Ja, prve razstave, odkar sem predsednica, so bile v Vodiški občini, v osnovni šoli Vodice. Tam smo 3-krat ali 4-krat pripravili. Na medvoškem koncu se je pa enkrat odvijala v sejni sobi občine Medvode. Drugič smo imeli v pastoralnem domu v dvorani in tretjič zdaj tukaj v športni dvorani. Letos je jesen bogato obrodila. Vsi ti pridelki so zrasli na njivah naših kmetic in kmetov. To je v občine Medvode, potem tudi obsega občina Vodice in pa Ljubljansko občino. Razstavljene buče zložene v skladovnico so zrasle na njivah Skaručne in Vojskega. Kako pa nastane napis na buči? Ja, to je bilo prav lepa zanimivost, je, da ko je buča še mala, z iglo urišete črke noter in potem, ko raste, se buča sama sebe bori oziroma zaščiti, da izloča sok kot eno divje meso in potem, ko dozori, se lepo pokažejo črke. Nekatere izdelke pa so članice pripravile tudi za prodajo na sami razstavi. Mičke žene smo spekle različne vrst peciva, za pokušino pa tudi za prodajo. To so različne vrst piškotov, slano pecivo, rogličke, potice, potem rezance, različna vrst stvari. Potem tudi moka različnih semen. Pa poleg teh stvari, ki so za prodajo, smo pripravili tudi dekoracijo okrog po stenah. Vsi ti pridelki so iz naših domačih vrtov, kar se je dalo posušiti, se je posušilo. S katere moke pa najraje pečete? Navadne pšenične moke. Kljub temu, da je razstava potekala v času Martinovega vikenda, je bil obisk razstave soliden, sploh v dopoldanskem času.
Sora in njene raznolikosti je bila tema letošnjega 21. ekstempora v Sori v organizaciji Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora. V drugi polovici oktobra je na to temo ustvarjalo 29 likovnikov, to soboto pa je bilo 33 njihovih del postavljenih na ogled in presojo na razstavi v Domu krajanov Sora. Doma je ponovno ostala tretja nagrada in to pri starem znancu sorškega ekstempora, Mirku Mihovcu. Pod okriljem Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora je bil likovni ekstempore prvič organiziran pred natanko 30 leti, leta 1985, potem s premori še trikrat, od leta 1999 dalje pa prav vsako leto, letos torej že 21. Od leta 2003, ko je društvo ustanovilo tudi likovno sekcijo, poteka po točno določenem pravilniku, je tekmovalne narave in vedno na določeno temo. Letošnja je bila Sora in njene raznolikosti. Letos je 30 let in smo rekli, mogoče bo pa kakšna slika taka Sora, da jo lahko tudi kdaj podarimo kakšnemu Sorcu za jubilej, za dolgoletno sodelovanje v društvu. In zato je nastala ta tema Sora in njene raznolikosti. Moram reči, da smo zelo zadovoljni s tem izborom, ker so se nekateri potrudili in tudi tiste slike, ki so bile bolj, bi rekel, po domače rečeno, ovekovečene na temo, so tudi prišle na svoj račun. Poleg Franca Plesca, predsednika Sorškega kulturnega društva, in Barbare Bališ-Markovič, profesorice likovne pedagogike, je bila v komisiji ponovno umetnostna zgodovinarka Ana Marija Štibil-Šajn. Poleg siceršnje likovne izraznosti je bilo prav slednje razpisani temi glavno vodilo pri presoji. Kljub tematskemu okviru je vsakdo našel nek svoj bodisi krajinski izsek, neko svojo figuro, skratka svojo idejo, svojo zgodbo. In v tem je tudi čar tega ekstempora, ne. Potem pa imamo še različne likovno-formalne pristope in tehnike izražanja. In vse to pripomore k temu, da je razstava nadvse pestra in s tem zanimiva. Na letošnjo temo Sora in njene raznolikosti je v drugi polovici oktobra ustvarjalo 29 predvsem ljubiteljskih slikarjev, ki so oddali 33 del. Smo imeli že tudi 50 slikarjev, 50, 30 ali pa celo 25 ali pa celo samo 20. Tako da, če gledamo nazaj na vse te ekstempore, je približno povprečje 30 slikarjev. In moram reči, da smo tudi precej slik podarili za novo osnovno šolo v Sori. Slike krasijo gasilski dom, slike krasijo krajevno skupnost, slike krasijo naš kulturni dom in pa tudi vrtec v Sori. Glede na ponovni jubilej, 30 let od prvega ekstempora, so se organizatorji najprej zahvalili starim znancem. Branetu Prazniku, ki je menda manjkal le enkrat, je večkratni nagrajenec, ki je tudi letos za svoj akvarel prejel eno od 5 odkupnih nagrad sponzorjev. Tonetu Gabru, ki je bil tokrat pohvaljen za svoj akril na lesu Jesen v Sori, Mariji Zevnik, Majdi Žakelj, Emiliji Erbežnik, Nini Meglič, Francu Rantu, Petru Gabru in prav tako doslej že večkrat nagrajenemu Mirku Mihovcu. Letos mu je pripadla tretja nagrada v vrednosti 250 evrov bruto. Avtor uporabi napeto dramaturgijo pri kompozicijskem komponiranju od figure v prvem planu preko teh sorških hiš do same cerkve. Ob tem pa seveda spoznavamo tudi njegovo barvno paleto, zelo bogato, žlahtno v nijansah, v tonskih gradacijah razprto, vendar nekoliko utišano, nekoliko pridušeno in s tem se nekako v sliki pojavlja nekoliko nostalgično, hkrati pa tudi duhovno razpoloženje. Malo sem šel po vasi, z ženo sva šla pa sva gledala, kaj bi bilo nekje. Bil je sončen dan, pa sem si tole ogledal. Ker je ekstempore, sem delal v akrilu, ker je treba hitro delati, olje se ne posuši. Se mogoče spomnite, katera izmed razpisanih tem vam je bila mogoče najbolj pisana na kožo?
Tudi teme se težko spomnim, pravzaprav ene se pa spomnim, ki je bila je bila kmečka motivika ali nekaj tazga, ki sem naredil ene žanice. Tist mi je bilo blizu, žanice na Sorškem polju. Druga nagrada v vrednosti 350 evrov bruto je pripadla v preteklosti tudi že nagrajenemu Tonetu Albrehtu za svojevrsten pastel sprehod okoli vasi. Prvo nagrado v vrednosti 450 evrov bruto pa je prejela pred 2 letoma tudi že nagrajena Pavla Peranović za tihožitje Gozdu Sori. Kot je dejala Štibil Šajnova, gre za izrazito prostorsko iluzijo, za razkošje barv, ki so iluminirane, tople, saj avtorica večplastno gradi slikovni organizem. In kaj se vam je mogoče iz te obrazložitve najbolj dopadlo? Torej to trefetanje, kar sem tudi hotela doseči, ker s tem mojim ploščatim Čopičem ne more kaj drugega ratati, kakšne boljše linije, ampak rata bolj ta grobi ekspresionizem ali trefetanje. In vam je bila blizu tale letošnja razpisana tema? Moram reči, da sem kar 2-krat začela, še na novečje platno, ampak tista, kadarkoli sem jo gledala, mi ni sedla, pa sem šla pa na nov dela, čisto na novo platno in pa je tole ratalo. V dosedanji zgodovini Soškega ekstempora sta v komisiji sedela že 2 umetnostna kritika, Mirko Jutršek in Petra Vencelj, ter akademski slikarji Franc Novinc, Herman Gvardjančič, Enrik Bernard, Franc Berko, Peter Gaber in Renata Grmovšek. Kdaj do tega, da se ne strinjate o vseh stvarih? Ja, pride tudi vsak od nas treh, ki smo v komisiji, ima svoje mnenje in če le prevladuje ta 2, slika pride do nagrade. Odprte razstave so popestrili soški orgličari, tako podmladek mentorja Marjana Urbanije kot odrasla skupina, ki jo vodi Damir Pfeiffer. Člani Kulturno-umetniškega društva Jarem so minuli petek pripravili dogodek z naslovom Filmski omnibus. V Kulturnem domu Medvode so si obiskovalci ogledali 3 filme. Extempore 2015, dokumentarni film o skladatelju in fotografu Bojanu Adamiču in dokumentarni film z naslovom Peče na Slovenskem. Po projekciji filmov se je večer nadaljeval v klubu Jedro, kjer so pripravili še fotografsko razstavo. Na filmskem omnibusu, ki je pod okriljem Kulturno-umetniškega društva Jarem potekal v Kulturnem domu Medvode, so predvajali 3 filme. Prvega z naslovom Extempore 2015 so posneli na delavnicah likovnega ustvarjanja, ki so letos potekale pred cerkvijo svetega Jakoba v Hrašah in pred rojstno hišo Jakoba Aljaža. Drugi film z naslovom Bojan Adamič in Hasselblad je bil posvečen 20-letnici smrti skladatelja in fotografa Bojana Adamiča. V filmu je bila izpostavljena kombinacija Adamičevih diapozitivov z njegovo glasbo, pri filmu pa je sodelovala tudi njegova hči Alenka. Tretji film je bil dokumentarec z naslovom Peče na Slovenskem. V filmu je ovekovečen del slovenske kulturne dediščine. Pobudnica za to idejo je bila Marija Podves, članica, predsednica naše sekcije za obojene starih običajev. In ko so te članice in pa gostje ustvarjali na Leževini, smo videli, da je to nek potencial, ki je še neraziskan, in smo potem naredili malo raziskave v arhivu Republike Slovenije, v filmskem arhivu, če obstaja kakršnekoli material, in na TV Slovenija, če obstaja material o Pečah, smo videli, da ni nič, in smo potem zagrabili to idejo, da smo jo nadgradili potem še z gospodom Bojanom Knificom in pa potem z kustosinjo v gradu Bogenšperk, da smo potem naredili tako celoto tega filma. Film je nastal v sodelovanju s Tržiškim muzejem in njegovim kustosom dr. Bojanom Knificem in javnim zavodom Bogenšperk. Gre za edini film, ki predstavlja ta del slovenske zgodovinske mode. Tako kot je v filmu prikazano, peče so se zelo pogosto nosile na Slovenskem, ampak nosile so se v dobi, ko filma seveda še ni bilo. Tudi fotografij večinoma takrat še ni bilo, ko so bile peče v redni rabi, in zato so se ohranile predvsem peče kot muzejski eksponati, pa potem upodobitve recimo z prve polovice 19. stoletja. Je pa res, da se doslej snemanja takega filma ni lotil še nihče, tako da smo lahko hvaležni društvu Jarem, da je ta izziv sprejel in ga tudi uspešno izvedel.
Večer se je nadaljeval v klubskih prostorih Zavoda za kulturo in mladino z razstavo, kjer so bile predstavljene fotografije snemanja v Tržiču in na gradu Bogenšperk ter fotografije z delavnic, kjer so članice sekcije za oživljanje starih običajev vezle peče po originalnih muzejskih predlogah. Obeh dogodkov se je udeležil tudi tržiški župan Borut Sajovic, ki je prav tako pohvalil končni filmski izdelek. Pozdravil pa je tudi sodelovanje med Kulturno-umetniškim društvom Jarem in tržiškimi kulturnimi delavci in društvi. Ja, jaz moram reči, da izjemna in pa izvirna slovenska dediščina, pri kateri nastanku te zgodbe je treba vsem soustvarjalcem reči najprej iskrena hvala, od seveda društva Jarem v Medvodah do izjemnih filmskih delavcev iz družine Meglič, ki jih imate tu, in seveda združili so moči z Bojanom Knificem, kustosom našega tržiškega muzeja, in pa z dekleti in pa plesalci folklorne skupine Karavanke. Presenečen, da je to prvi film o pečah na Slovenskem, da nekdaj tako priljubljeno in pa popularno pokrivalo, no danes dobiva še enega od rojstev, še enega od vrhuncev. Za prihodnje filmsko ustvarjanje imajo člani Kulturno-umetniškega društva Jarem še veliko idej, a je po besedah Gregorja Megliča finančno stanje trenutno omejeno in bo potrebno malo zadihati, da ponovno dobijo energijo. V okviru torkove kinoteke v dvorani Kolpern Gornjesavskega muzeja na Jesenicah so si obiskovalci lahko ogledali dokumentarni film o 100-letnici hidroelektrarne Završnica z naslovom Narava in človek, 100 let z roko v roki. Film, ki je nastal v produkciji Savskih elektrarn Ljubljana in izvedbi televizije Medvode, prikazuje ne le izgradnjo in življenjsko dobo prve javne elektrarne v Sloveniji, ampak tudi njeno sedanjo podobo tehničnega spomenika ter izjemno turistično urejeno okolico akumulacijskega jezera Završnica. Ideja o elektrifikaciji in pridobivanju električne energije je bila sicer na Slovenskem uresničena zgodaj, saj je prva električna razsvetljava zasvetila leta 1880 v Tržiču in leto dni kasneje tudi že v Litiji. Do leta 1914 je bilo na današnjem območju Slovenije že 17 elektrarn, ki so napajale predvsem industrijske obrate in mestna jedra. Hidroelektrarna Završnica, ki je začela delovati leta 1915, pa je bila prva, ki je oskrbovala domove na podeželju in je tako pomenila elektrifikacijo podeželja in krajev v okolici, od Jesenic, Bleda do Radovljice. Hidroelektrarna Završnica je najprej delovala pod okriljem kranjskih deželnih elektrarn. Leta 1945 so upravljanje prevzele Državne elektrarne Slovenije, od leta 1965 pa spada pod Savske elektrarne Ljubljana. Od leta 2005 je hidroelektrarna Završnica tehnični spomenik, ki tako povečuje turistične točke občine Žirovnica, ki ima bogato kulturno tradicijo, kjer si obiskovalci poleg rojstnih hiš številnih priznanih slovenskih literatov ogledajo še pomemben tehnični spomenik. Hidroelektrarna je urejena tako, da si obiskovalci lahko na kar najbolj neposreden način približajo zapleteno pot proizvodnje električne energije iz obnovljivega vira vode. V filmu je s pomočjo časopisnih virov še posebej bogato predstavljena sama izgradnja hidroelektrarne, še posebej financiranje in upravljanje, kjer gledalec lahko ugotovi tudi, da je problematika elektrogospodarstva skoraj enaka danes, kot je bila pred stoletjem. Film je nastal kot rezultat želje naročnika po krajšem 3-minutnem promocijskem filmu za slovesnost ob 100-letnici hidroelektrarne. Vendar je scenaristka Silvana Knok po začetni raziskavi arhivskega gradiva ugotovila, da gre za tematiko, ki je izjemno zanimiva in si zasluži obliko dokumentarnega filma, saj gre za zanimivo zgodovino in ne le za slovensko elektrogospodarstvo, ampak za vse gledalce, saj je danes električna energija nepogrešljivi del življenja. Tako je ustvarjalna ekipa pod režijo Mihe Dulmina posnela še današnje posnetke elektrarne in okolice akumulacijskega jezera in vse skupaj z arhivskim, filmskim in časopisnim gradivom vključila v odličen dokumentarec. Po premieri so v pogovoru sodelovali direktor Savskih elektrarn Ljubljana Drago Polak, vodja hidroelektrarne Moste Anton Kosel, scenaristka Silvana Knok in producent Iztok Pipan. Direktor Savskih elektrarn Drago Polak je na koncu poudaril, da hidroelektrarna Završnica z izjemno urejenim akumulacijskim jezerom in s plodno preteklostjo pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov dokazuje, da lahko proizvodnja elektrike in varstvo okolja delujeta sinergično v prid človeka in narave.
Leto dni bo vsak čas naokoli in to bo odlična priložnost za nov mejnik medvoškega športa. Na velikem odru svetovnega prvenstva v jazz baletu, modernu in baletu bodo naslov svetovnih podprvakinj branile medvoške plesalke. Lani še članice medvoške podružnice plesne šole Urška, letos pa novo ustanovljenega kluba M Kreativa. Tole so posnetki iz lanskoletne vrnitve iz poljskega Mikolajkija, kjer so dekleta, takrat še članice medvoške podružnice plesne šole Urška, osvojile naslov svetovnih jazz podprvakinj. Ja, spomini so res enkratni, dogodivščina oziroma tekmovanje je bilo nepozabno, rezultat je bil vrhunski. Upamo, da bomo ponovili, veselimo se tega izleta, predvsem, kar pa sledi, se pa prepuščamo. 7 deklet je lani ocenjevalno komisijo prepričala z atraktivno in dovršeno odplesano koreografijo Think na glasbeno uspešnico legendarne Arete Franklin. Letos pod mentorstvom koreografinje Kim Guerin stavijo na kar 2 koreografiji, Savana in Baseball Team. S koreografijo Savana se bo predstavila mala skupina 7 deklet, 11 oziroma velika formacija bo na velikem odru svetovnega prvenstva odplesala koreografijo Baseball Team. No, lansko leto je bila od vas nepremagljiva le ekipa iz Srbije. Na kaj ciljate letos? Najbrž je to naslov svetovnih prvakinj. Glede na to, da so punce prestopile v mladinsko kategorijo in letos prvič tekmujejo kot starejše mladinke oziroma starejše kot lani, bomo videli, kaj nas čaka. Punce so eno leto starejše, vse ekipe so prestopile naprej, tako da ne vemo. Lara Šlibar, Neža Lazar, Maša Hodak-Jordan, Petra Jamnik, Tija Jagrič, Pika Vidic, Tjaša Gabrovec, Anja Narobe, Urša Vidic, Žima Jamšek in Anja Tome. To je 11 članic M Kreative, ki bo imela generalko pred svetovnim prvenstvom že prihodnji vikend na plesnem festivalu v Novem Sadu. Ja, v bistvu so treningi zelo naporni, ampak če hočemo biti dobre, pač moramo zelo trenirati in tako nam bo pol uspelo. Pa zdaj odkrito, boste dekleta zadovoljna samo z zlato kolajno ali morda bodo dovolj že stopničke? Ja, dovolj bo tudi stopničke, ampak če pa dobimo zlato, bomo pa ful vesele. Zdaj smo že tako navajene, zdaj bo z užitkom bomo plesale na odru. No, ti si članica tako male kot velike formacije, katera je tista, na katero stavite dekleta največ? Ja, meni se zdi v bistvu mala skupina, ker je tudi malo težje kot večja. No, dekleta zavzeto trenirajo kar 4-krat na teden. Kaj je pravzaprav njihova odlika? Je to sama tehnika, je to poslušnost, je to ta timski duh, želja po napredku? Želja po napredku, tehnika in ta samoiniciativnost in trening do konca in izpiliti koreografijo do potankosti. Res si želijo, res same vztrajajo in so zelo, zelo pridne. Zato so v finalu svetovnega prvenstva v jazz baletu, modernu in baletu, ki bo na sporedu prvi vikend v decembru, upravičeno lahko nadejamo novega vrhunskega dosežka medvoškega športa. Nadaljujemo s kratkimi športnimi novicami oziroma dosežki naših športnikov in športnic. Teh je bilo v preteklem tednu zares veliko. Junaki šolskega športa so zagotovo člani šolske ekipe osnovne šole Simona Jenka Smlednik, ki je na državnem prvenstvu v kriketu porazila vso konkurenco in osvojila naslov državnih prvakov. Čestitkam se pridružuje tudi naša ekipa. Plavalka Špela Bohinc je v življenjski formi. Minuli vikend je v Zrenjaninu na tekmovanju Srbija Grand Prix z odličnim plavanjem izpolnila normo na 800 metrov prosto in je z rezultatom 8:26:20 za več kot 8 sekund izboljšala svoj osebni rekord. Naslednji dan je na 400 metrov prosto v močni konkurenci ponovno zmagala z odličnim časom 4:07:14 in tudi tokrat krepko popravila osebni rekord za več kot 4 sekunde. Članska vrsta košarkarskega kluba Medvode je drugi krog 3. SKL Center odigrala na gostovanju v Poljanah. Ekipa Gorenja vas se je izkazala za enakovredno nasprotnico, a je medvoška vrsta v zadnji četrtini vendarle zabeležila 3 točke prednosti in na koncu povedla 70-66.
Uspešna je bila tudi mladinska ekipa košarkarskega kluba Medvode, ki je minuli vikend odigrala še zadnjo povratno tekmo v prvem delu državnega prvenstva. Ekipa U19, ki je na domačem parketu gostila ekipo Helio Sans B, si je po napetem dvoboju v zadnji četrtini oziroma v zadnji sekundi tekme priigrala zmago. Mirni živci Igorja Martiča in 2 zadeta prosta meta so zaustavili končni rezultat na 65-64 za ekipo gostiteljev. Poraz 1-4 je minuli vikend v 12. krogu 3. slovenske nogometne lige Center zabeležila članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode. Na domačem parketu je izgubila proti ekipi AŠK Bravo. Ekipa mlajših dečkov je remizirala proti Kolpi, ekipa starejših dečkov je v gosteh izgubila proti MNC Vrhnika. Ekipa starejših dečkov je na domačem terenu izgubila proti Iliriji Extra Lux A, ekipa Cicibanov U10 je z 1-0 in 4-0 premagala ljubljansko ekipo. Ekipa Združenih mladincev NK Škofja Loka Medvode je v gosteh remizirala z ekipo Naklo, ekipa Združenih kadetov NK Škofja Loka Medvode je premagala Bled Bohinj z 18-0, ekipa Združenih starejših dečkov NK Škofja Loka Medvode je v gosteh premagala Savo Kranj in sicer z 0-1. V slovenskih keglaških ligah je bilo odigrano 7. kolo. Hidro je v prvi B ligi na domačem keglišču premagal ekipo iz Škofje Loke, Medvode so v 3. ligi Zahod premagale drugo ekipo Škofje Loke, ženska ekipa Medvod pa je v 2. ligi Zahod v 5. kolu izgubila na domačem terenu. Tudi v ljubljanski ligi je bilo odigrano 7. kolo, obe medvoške ekipi sta igrali v Ljubljani, Hidro 2 je premagal Delo 2, Medvode 2 pa so izgubile z ekipo Iskra 2. Tudi v tem tednu so medvoški policisti obravnavali samo kazniva dejanja, pa še ta so se vsa zgodila v Medvodah. Posredovali so pri nasilju v družini, obravnavali so kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in ponovno posredovali pri nasilju v družini, potem pa izrekli tudi prepoved približevanja, osumljencu pa so zasegli tudi prepovedane substance. Tako kot prejšnji teden policisti opozarjajo, da v Medvodah opažajo večje število ljudi, ki nasilno beračijo pred trgovinami. Če jih vidite, predvsem pa, če boste videli tudi ljudi in vozila, ki berače pripeljajo, o tem nemudoma obvestite policijo. Tudi ta konec tedna lahko Martinov jesenski večer preživite v družbi vaših najbližjih. Nasvidenje.